Masaža noge spredaj. Nogo spredaj odkrijemo tule vse skoraj do vrha medenice, zato ker bomo spredaj zajeli še mišico, ki je del iliotibialnega traka, torej zgoraj imamo tenzor fascia late. Vedno dajmo podložiti tudi kolena, zato da razbremenimo malenkost ledveni del in pa prijetno je, da podložimo tudi vrat. Zdaj, če imate trodelno mizo, jo brez problema tudi dvignete navzgor, namesto polvalja. Površinsko glajenje. Tukaj se pa malenkost zaplete, predvsem v spodnjem delu. Tule spredaj vidimo eno kost, ki jo imenujemo tibia, oziroma slovensko golenica. In če greste na zunanjo stran tele kosti, torej bolj proti meni, torej tam, kjer tudi trenutno vi stojite, boste zatipali tu na zunanji strani mišico tibialis anterior. In tudi tole mišico mi masiramo, zato ker na notranji strani tole je kost, tule nimamo kaj masirati. Zdaj, da zaščitimo tole kost, da ne bomo nepotrebno je kakorkoli poškodovali, bomo z eno roko zaščitili tole kost, tibio, z drugo roko bomo pa s korenom dlani lepo zdrseli navzgor, navzgor, navzgor. Pri kolenu bomo popustili, ne bomo izvali dobenega pritiska pri kolenu in spet bomo v strešici, enako kot prej, nadaljevali tehniko trenutno še površinskega glajenja. Nazaj pogladimo. Pa dajmo ponoviti, kaj smo se naučili. Obe roki v črko L in z palci gremo skupaj. Gremo s palci skupaj, lepo objamemo nogo spet nad pogačico in gnetemo v smeri navzgor. Gnetemo. In gnetemo. Enako lahko naredimo tudi po poti nazaj navzdol. A je v redu, Jan? Nisi bil prepričljiv. Občutljiva mišica. Zdaj, če je nekdo tik po treningu, če ste delali noge ali pa da so mišice že v rahlem muskelfibru ali pa da so samo občutljive, dajmo biti pazljivi pri gnetenju štiriglave stegenske mišice. Drugače, športno masažo v obliki gnetenja govorim in glajenja, vam dejansko priporočam tik po treningu. Takrat so tudi najboljši učinki, pa tudi drug dan po veliki večini nimate sploh muskelfibra.